Živijo, živijo in dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter, danes se potepamo pa po Istriji. Nisem še bil, verjameš? Danes se nahajamo pa v eni istrski vasici Moraž. Če niste prokle iz Istre, vprašanje, če ste to že kdaj slišali. Jaz sem prvič tle, moram reči, da je ful lepo. Predvsem pa je vreme predvsem bolj prijetno, kot na celini. Gremo na en super krog. Najprej smo pospeli na Kuk in pol po planoti proti ušesom Istre, proti cerkvici Svetega Kvirlika, Kvirlik mislim, da je, in pa se vračamo sem nazaj. Vmes bomo še ene jame šli pogledat, ali pa mogoče celo dvoje. To je tak res lep izlet. Neki burja bo zihar, potem razgledi bodo fantastični. Tam so tudi primorski vršaci, so v snegu, tako da bo res lepo. Gremo pa tlele. Zraven sta pa starša, Damjan, Primož in Eva, vsi iz Planinskega društva Borovnica. Kajle gor še malo za rob gremo. Tukajle v gozdu, treba pa po desni poti gor iti. Tukajle poti, saj zaenkrat markacij nismo videli, je pa dol tista tabla, ki sem jo posnel. Ampak bomo pa malo višje gor namarkirano prišli. Multe. Malo pa odnaša. Danes sem se pa toliko vodičev, pa to pa smo se zgubili. Smo tam na onem križišču, ko sem prej rekel, da moramo iti desno, bi mogli iti naravnost. In zdaj smo pod Kukom in bomo kar po eni bližnjici gor sekali. Sicer ta pot gre tudi, bi prišli namarkirano, ampak že naprej od Kuka, pa bi se mogli pol vračati, pa smo rekli, gremo zdaj malo off-road. Zdaj se orientiram. Zdaj bo pa Damjan povedal, kje smo. Kaj je to za ena dolina? Kaj je to za ena dolina? Slovenska je. Proti jugu gre. Ja. Prav super je, da smo tole bližnjico vžgali. No, treba nazaj na Kuk hoditi. Damjan bi malo plezal. Ne vem, če je bila mami kaj navdušena nad drugo stopnjo plezanja. Evo, tukaj imamo razgled. Zdaj bomo pa malo pogledali, sploh kaj vidimo. Oziroma malo više bomo videli. Zdaj ne vem, kaj tu vidimo, ampak je prav lepo, kaj je. Kaj se je bilo. Včas prihajamo res do fantastičnih razgledov. Ni hec s tole Istro. No, zdaj se pa pripravite na burjo, pa na razglede. Tle smo zdaj tudi na markirani poti. Kuk je sicer za nami, ampak gremo še tistega Borovca pogledati, kaj so stene. Tudi tukaj bi lahko gor prišla ta ključna pot bi bila, drugače pa markirane tlele, pa okoli te stene se gor pride. Za tele hribe moraš še dešifrirati, kva so. Tamle dol naravnost, da bi bila Učka. Tukaj dol so ušesa Istre, tukaj je Kverik, se pravi v Cerkovcah, ko bomo šli pol mimo nje. Tole je Damjan tudi. Tole zdaj nekje proti Kopru. Takole. No, oziroma ne, malo bolj desno. Zdajle
zdaj pa proti Trstu pa tem viaduktu. Neki so verjetno kurili tlele gor, ker je tukaj enih vijakov pa žeblov. Tukaj so bili ful lepi posnetki z dronom, ki ga imam sicer s sabo, ampak baterijo prazno. Tistle naravnost je Slavnik, mi gremo pa še tjale do vrha pogledat, se bo dol verjetno videl v dolino, kjer vlak obrača. Se moram spomniti, kaj že ena cerkvica tam je dol. Evo ga še krasen pogled na Kraški rob. Tole dol so pa, če sem pokazal, hrastovle so, hrastovle. Pa tudi cerkvica se zelo lepo vidi. V daljavi dol malo v meglici je Trst. Tole se pa tudi morje vidi. Evo ga, to je pa selfie z danes najvišjega vrha, skoraj 500 metrov smo visok. Juhu, navdušeni smo. No, zdaj imamo pa plan v bistvu tle po celem grebenu, kjer je dol do ušes Istre, okoli gor proti cerkvici Kverik, svetega Kverika, pa pol nazaj dol do izhodišča. Cirka 13 km. Zdajle med temi sunki burje, saj povem, da ne govorim zato, ker veliko piha. Malo pa res je ful luštna potka, primerna za družinske ture. Tole, sploh v tem zgodno pomladanskem, zimskem času, tlele je ful luštno. Tlele je pa že, če bi šli skozi, ne bi šli po bližnjici. Imajo pa tudi zelo lepo označen. V redu pa drsi, ja? To bi sem mislil. Ne vem, če je led. Tlele v Istri treba biti pripravljen na trne. Jaz sem tudi rekel, da če bo prikazal, da je tle noter manj. Komod, ja. Evo, zavetje. Evo, 1, 2, pa tam 3, ne? Aha, to so pa tri učke. Aha, 3 oči, ja, valjda. Tale zavitev smo si malce privoščili. Pa gremo nazaj na burjo. Kar hudo mi je pa tam.
paše tlele, ker ne piha v gozdu. Drugače pa po telih koncih se nisem pa še nikoli sprehajal. Sem se tle v bližini, ampak tukaj po tej planoti, ne, tudi ali cesta, pojma nimam, kje to pele, kam to pele. Tudi v teli dolin dol, ki bomo prečkali, sem v bistvu, mislim, da sem prav prvič. Ampak so pa ful lepi konci, itak. No, prej smo bili pa gora, ne? Nekaj smo pa že prehodili. Ja. Tam nadol imamo ušesa Istre, gor je Sveti Cvirik ali pa je že. Tam smo parkirali, gor je pa Kuk. Malo smo že naredili, ne? Mislim, da imamo železnico. Tukaj nas pa spremlja prav lepi razgledi, pa ful lepa pot je zdajle. Tako po travnikih, malo v gozdičkih, zelo prijetno. Na Kvirik so pol po tej strani, ha? Bolj, ko se približujemo dolini, bolj prijetne so temperature. Zdajle bomo pa tudi prišli, ko dol pridemo v bistvu na razpotje nad ušesi Istre. Tako da zdaj skočimo še ušesa Istre itak pogledati, pa v naravni most, pa gor pičimo, pa še ta naravni bunker. Pa mislim, da mi je Primož rekel, da je tam še en vhod v brezen, da bo še kar nekaj zanimivega. Ja, z tele poti je narisan, da gre tlele ena sramežljiva potka. Ja. Aha, le, na drevesu je tlele, oziroma na vejci je narisana. Ja. Kaj pa, kaj vse je razvito? Zanimivo, da ne koristijo tele poti tudi za pešpot, ampak samo za kolesarje. Kakšne terase. Včasih je bilo tole verjetno obdelan. Evo jih teli bazenčki so pa baje znamenitost tlele. Je bila včasih neka tabla, ki je tole razlagala, zdaj pa te table ni več. Prečkamo čez cesto, pa gremo na učno pot. Tukaj drugače pridemo iz Kverika oziroma Svetega Kverika, pa gremo proti ušesom Istre. Tukaj dol je pa že Hrvaška. Zadnji del poti tle mimo Ponvic, to smo praktično po meji hodili. Tukaj je bilo pa veliko fosilov po teh skalah, sam moramo kakšnega najti. Pogled nazaj, jaz sem bom malo nižji splezal, da vam pokažem še mejo. Tamle je izvir, to je dol Slepišče, desno od vode je vas Mlini in levo od vode je Hrvaška, desno je Slovenija in tukaj naprej pol mesto Buzet. Tamle gor je naravni most, pol verjetno vračal sem, čeprav tam naprej tudi še ena pot, mi je zdaj Primož povedal. Tole so pa ušesa Istre. To je pa seveda največja znamenitost tlele okoli naravna.
ne vejo, kako je to nastalo, ampak tle imamo. Ja, pa što, glede na to, da mi drone dela, bomo pogledali, če imam kakšen pameten posnetek tega od prejšnjič, pa damo video. Danes nismo še nobenega srečali, tlele pa cel razred osnovne šole zgleda. Kaj pa drugega, pa ene datle od odličnosti, da bo videla za malo. Najboljša. Kdo bi si mislil? Pa gremo. Še tale most sem posnel, zdaj grem pa nazaj do Všes, pa po eni drugi poti gor. Tisto, ki sem prej omenil, da mi je Primož povedal. In baje, da je nekaj zajela pa par klinov, pa malo akcije. Tudi otroci se fotkajo. Kar orang pečine. Še en pogled nazaj. Da se tudi kakšno staro markacijo tle najdete, ampak potka sicer je lepo sledljiva, ampak ni tle čist za vsazga. Tukaj se ne prehajam prav veliko pod grebenom, oziroma ne pod grebenom, ampak pod robom. Gledaj tle gor. Ne gre tle pot, ampak jaz bom najdel pot gor. Evo ga, sem na vrh. Čeprav je bilo na koncu videti, da je nekdo nekdaj tukaj že hodil. Ni bilo čisto brez poti. Je pa tukaj pot, je pa čisto po robu drugače. Upam, da se videli tamle, kaj naša četica koraka proti meni. Ko imam pa glih čas, lahko pa pokažem, ne. Tukaj dol smo prej prišli, po tej poti smo šli.
Tukaj spod je še ena vasica. Drugače pa smo šli cel cajt po temule grebenu gor. Zadaj je prav lepo tiste zasneženi vrhovi. Tam dol je pa kuk. Smo pa nazaj na razpotju. Če bi po teli desni šli, oziroma zdaj gor levi, bi prišli na razpotje pred ušesi Istre, ne. Mi, ki smo šli pa po grebenu nazaj, oziroma po robu, smo prišli pa s tele. Zdaj pa za našim vodnikom Primožem naprej. Pogled nazaj. Še eno razgledišče. To je pa z razgledišča dol. Tole pa še v drugo stran. Takle pogled je pa z Velega Bedina. Če boste iskali ušesa Istre, bo dostikrat tudi pisali Veli Bedin. Evo, Vučka, zdaj se pa malo bolj vidi. Če ste že tle, se splača tudi bunker priti pogledati. Kot vidite, ni to prav bunker, ampak tako da malo izgleda kot en bunker z linami. Je pa tudi tlele, kaj ima to noter, pisna knjiga. Podoben kot dol na vodi so mi tudi teli stolpi povsod prav grozni. Smo pa kot že prej tudi pri bunkerju direkt nad nekdanjim mejnim prehodom Sočerga. Ostala ekipa gre kar proti Svetemu Kveriku, midva z Primožem bo pa tle nekam došla in po levo in tamle pod pečinom so neke jame. Gremo še to pogledati, ne. Da ne bo preveč monoton izlet. Tlele, aha, le. Tamle gor je. Kakšen vhod. Ti to. Pa sem midva našla, oziroma Primož je že prej vedel tukaj in bil že dvakrat not. Pa drugače jama pa sploh še ni registrirana. Seveda pa nima lučki s sabo. Ja, tle se pa zgleda zaključ. Ful toplo. Malo treba glavo paziti. Baje so pa v to jamo včasih pasteri hodili se gret, ko so tukaj gor živino pasli, pa ko je burja ful pihala. Kako je ta dec razlagal? Evo ga, pa smo združili prijetno s koristnim, pa smo še eno jamo bomo registrirali na novo. Šla s Primožem pogledati, ne. Drugače pa jama, če ne veste, verjetno, če niste o tem ne veste, jama se šteje vse, kar je večje oziroma globje, daljše od 10 metrov. Če pa do 10 metrov je pa čorka. S Primožem so se malo zaklepetali, skoraj tole cerkvico Svetega Kverika pozabil posneti. Tukaj je pa tudi izhodišče za Veli Bedin oziroma spodmole na Velem Bedinu, oziroma, kakor se tudi rečemo, ušesa Istre. S poti je treba desno zaviti. Tole je pa vasica Mavraš, kjer je tudi naše izhodišče, tako da se samo še dol spustimo in je naš krog zaključen. Pogled na tale zasnežen greben, pa kaj bi bili kje v Alpah, kaj Orang zalit.
Tlele vzpon gor do Cerkvice, pa tudi križov pot. Tale križ smo iskali, ta zadnjega. Prve letos. Voda ni pitna. Ja, še zaključek nam ostane, čakaj da vidimo, smo vsi noter. Vsi vidite. Ja. Meni je bilo ful dobro, turo drugače Primož zbral in izkazal se je. Pa mu dal ta prvo besedo še povej, kako je to bilo? Ja, jaz sem zadovoljen, da je bilo sploh toliko udeležbe, ker najprej nekaj slabo kazali, pa smo se kar zbrali, pa naredili ta izlet, se mi zdi, da je res v redu. Tudi vremensko, malo veter, ampak drugače pa super, sonce. Super, ja. Kva češ božje. Pa tak, zelo enostaven, družinski, to sem tudi jaz starša s sabo vzel. Je super, res, tako kot je Primož povedal, družinski izlet krasen, nič težkega, malo vetrčko, ampak gore dole, super. Res lepo. Sončno. Šesa Istre se krasno so se res danes. Ja, Polni luči pokazale. pa super tam zavet je bil, ful smo imeli lepo. Ja, točno to, kar ste že rekli, sončno, tiste, to je dežela sonca. Ne. Pogledi so bili prvič čudoviti dol, kaj do doline Mirne, pa kaj čez do Učke, pa drugo stran do Vremščice. Morje bi se videl, če ne bi bilo megle tam dol. In ja, tudi kadar piha burja, je zadost dela v poti, ker se dejansko umakneš pred burjo. Ne, in je prav prijetno vsem, da sane sonček. Pa zaključimo Ja, še z Evo. res, samo da je sonček, ker včeraj snežil, ne? Ja, Tako da jaz sploh nisem pričakovala, da bo danes res od Postojne naprej kristalno čisto nebo in je bilo krasno. Tako da priporočam. ja, super. To je to za danes, evo. Hvala vam, ker ste ostali z nami do konca. Imejte se lepo, pejte v naravo, uživajte, radi se imejte, pa se kmalu vidimo. Čau! Čau. Čau.